Dragi brati in sestre, dragi Polance, kako je dragoceno slišati to Božjo besedo, ta odlomek edinstven v vsej zgodovini človeštva. Na teološki fakulteti, ki smo še nekaj študirali, pa nekaj se isto ukvarjali s knjigami, smo tudi o drugih verah se učili, tudi o muslimanah, pa o hindujce, pa vse sortenih ljudi. Nič ne tako zanimivo, kot svetopismo, malo zaklepaj, nekdo mislil. Ampak nekjer v nobene druge vere naj primera, da bi Bog molil za svoje vernike, da bi izdržali. To je nekaj neverjetnega. To je tako lepo. Jezus 5 minut pred smrtjo praktično v Getsemanije, kaj se bo zgodilo, kako bodo prišli iskat, kako bodo restorali. Evo, on ne misli na se, misli na svoje učence. Še več, misli in moli za vse tiste, ki bodo verjeli njegovim učencem. Ti pa jaz, oba sva notri v tej molitvi. Tako globoko megane v srce, da Jezus prosi za naju, da Jezus prosi za nas, da bi zdržali. Nekako 3 ideje bi rad samo ven izluščil iz tega. Prva stvar je, mi smo dragoceni, vsak od nas je v Božjem srcu dragocen, neizmerno, še več, nenadomestljiv. To, kar mi naredimo v življenju, lahko samo mi. Sam ti lahko moliš to, kar boš molil. Jaz lahko molim zate, ne morem pa namesto tebe, razumeš? Vse, kar mi naredimo, je nenadomestljivo in v Božjih očeh dragoceno. In Jezus želi, da mi slišimo to besedo njegovo in da nas spremeni in da obrodi svoj sad. In tudi ta misijon, ki se počasi tlele začenja v Poljanski dolini, Jezus želi, da obrodi sad za vse nas, da bomo vse imeli nekaj od tega. Druga stvar je ta moč edinosti. Ljudje nam bodo verjeli, če bomo mi edini med sabo. Starše točno veste, če med vama, med očetom pa mamo naj nekaj uredi, otroci takoj vajo, takoj vedo, da je nekaj narobe, bodo takoj izkoristili. Če sta vidva v miru, če sta vidva v redu, bo vse v redu. Evo, in Jezus prosi za to, za edinost, da bi bili med sabo edini. Kako je to težko, kako je to reči težko. Zato je ta prošnja en teden pred praznikom Binkošti. Ta praznik je tako pomemben, za nas nepogrešljiv. Mi brez Svetega Duha smo rajveže. Pogledajte veliko noč, Jezus vstane od mrtvih, učenci so iste. Jezus pretrpi življenje, se jim prikaže 3-krat, 10-krat, ne vem kolikrat, oni so še zmeraj ene zabite rajveže, nič ne morejo od sebe dati. Šele ko pride Sveti Duh, se začnejo spreminjati stvari. Šele to. Evo, zato nam daje cerkev na začetku te nedelje poslušati evangelij o svetem Štefanu. Kako je on dal življenje, kako je on preživel, kako je se njega beseda dotaknila in ga spremenila, da je pripravljen bil dati življenje. Vse so videli v njem enega grešnika, enega heretika, on pa vidi nebesa odprta. Lejte, ena pomembna vrstica, ki bi jo izpostavil iz 1. Aprila, je to, da so mladci, ki so Štefana kamnali, prinesli svoje plašče in jih položili pred Savla, pred mladeniča Savla. Tega Savla poznamo, to je sveti Pavel. Na nebesah bomo še vedeli, kako je ta smrt svetega Štefana vplivala na tega fanta. On je videl, kako je Štefan umiral. Danes je nedelja družbenega obveščanja. In mi vsi smo poklicani v to, da družbo obveščamo o dobri novici, da Kristus je, da je vstal, da je poslal Svetega Duha, da nas ljubi, da nas ima rad. Po nas bodo ljudje to zvedeli. Po nas, če ne po tebi, po kom? Najprej naše družine, najprej doma smo mi obveščevalci te dobre in raznašalci te dobre novice. Res, prosim in molim za nas vse, da bi sprejeli Svetega Duha, da bi bili dobri oznanjevalci, da bi govorili o Božji ljubezni.
Hvala ti. A ne, kako je goreč, tako lepo. A ste zastopili njegov dialekt? Ne. Drugače je to bloški dialekt, ja. Ampak, Luka, hvala, ker vedno znova tako greš globok v zgodovino odrešenja, pa tako za tako milino od zadaj pokažeš, kako je Bog nas rešuje. Zdaj bi pa rad, da še sestra, danes da ženske malo pridete, kaj je prav, da ženske pridgate, ki je tak fajn dan. Evo, sestra, prid. Takole, skoraj poslednji časi, ki ženske že pridgajo. Ja. Evo, boste videli, kako ženska gleda ta vidik odrešenja. Prisrčno pozdravljeni. Jaz sem Slovenka po srcu. Že nekaj časa in ugotavljam, da vi Slovenci ste narod izbran. Seveda in Božja beseda nam o tem tudi govori, ampak še posebej, ko gledam vas, vaše družine, Slovenijo. In tudi Bog daje v usta človeka lepo besedo, katero zdaj preberem. Mogoče še povem to, tam, kjer je družina, je dom. Tam, kjer je dom, je domovina. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsul jo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obali ter od Triglava do Gorjancev in je rekel, veseli ljudje bodo živeli tod. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim. Srce strepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslavljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravljeni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkovanje in zvezde pojo, kadar so na svoji svetli poti ustavijo, ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca, pozdravljena čudovita Slovenija, čudoviti Slovenci, Bog naj blagoslovi vas.